Zdaj pa k besedi vabim gospoda Jerneja Prelaca iz podjetja Razum. Jernej je v okviru delovanja v podjetju razvil igro Flip the Dice v digitalni obliki, ki slepim in slabovidnim pomaga spoznavati način dela zasloni na dotik. Omenjena igra s kockami Flip the Dice je namreč prilagojena slepim in slabovidnim, hkrati pa je tudi odlična terapija tudi za različne druge ranljive skupine. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani zbrani, jaz bom danes šel mojo predstavitev bolj čez neko zgodbo, ki se mi je pa v bistvu začela na nenavaden tak način, kako bi temu povedal na bolj višjem nivoju. Tiste zadnje jutranje sanje, ki so ponovadi, ki jih ima človek, tako bom rekel, tik preden se zbudi, ki so tako močne, da potem, ko stane, zdaj, če so bile pozitivne, toliko bolj, če so bile slabše, se reče, dobro, da sem se že zbudil. Ne? In to je bilo to, kar vam bom jaz danes pokazal, in sicer gre za tole igro, ko jo bom predstavil, ki je v bistvu začetka, zdaj tole je še v prototipni fazi. Kaj je to? Začelo se je dobesedno takole. Tole, kar imam tukaj zelo v rokah, je ena čist v bistvu preprosti otroški plastelin, ki se ga oblikuje in čez nekaj časa postane trd. Zgodba je pa v tem, da sem jaz enostavno tisto predno se človek zbudi, videl to obračanje teh kock in potem povezovanje naprej, kako v enem kliku recimo dobim to s tem. Zdaj zakažem na zelo majhnem prvem mojem prototipnem izdelku, ker sem ga naredil dobesedno zjutraj, ko sem vstal, ko sem skracal vso to zgodbo na nek papir, da sem videl, da deluje. Tekel še isti dan v trgovino, kupil ta plastelin in dokazal najprej sam sebi, potem pa še vsem, katerim sem hotel to pokazati, kako to deluje. Ne? Stvar je čisto preprosta, treba je najti enake tele like, ki so tukaj ročno narisani. Probal sem z večjimi ljudmi, najprej s tistimi, ki jim najbolj zaupam, pa so videli, da stvar neverjetno deluje, da stvar neverjetno super, zato ker treniraš kratkoročen spomin. Ob tem sem se začel zavedati, da je treba to zdaj v neko obliko dati, nekako tole pripraviti, to stvar, kako bom zakril dodatne vse ostalih 5 stranic na kocki, da ne bom mogel videti, kje je okrog. Ne. Zato sem šel skozi vso to fazo matematičnega razmišljanja vse, da sem prišel do enega prvega, tega primitivnega izdelka, da sem enostavno videl, da se to lahko tako naredi. To se pravi, z te strani ne vidimo, pustimo, da je to tukaj pleksi, ker je to čisto enostavno, bom rekel, garažna verzija. Vidimo pa samo zgornji del, ga premikamo gor, dol, levo ali pa desno. To se pravi, kocka ima 6 ploskov. Na teh ploskvah je 6 sučno-sumeričnih likov. Zakaj sučno-sumeričnih, bom razložil malo kasneje. In to je bilo treba dati v neki prakso. Na koncu smo prišli do tega, kar vidite tukaj, tako kot sem že pokazal. Se premika levo, desno, gor, dol, čisto preprosto. Ob vsem tem razmišljanju sem rekel, da ne bo samo to ena čisto navadna taka igra, ki bo pa hitro zbledela, ker vsak dan verjetno nastane še kakšna igra tudi zraven. Pri različnih, bom rekel, ljudi, ki razmišljajo o tem. Sem začel razmišljati, kako bi to stvar, ker sam sem po poklicu fotograf, sem bolj vizualno usmerjen človek, sem rekel, kako bi to igro lahko še bolj dal na širši okoliš in jo prilagodil tudi za slepe. Zdaj, če rečemo gluhe, tukaj ni problem. Ne? Za slepe sem pa videl, da bo treba narediti nek reliefen 3D, po domač povedano tip, da bom jaz lahko z njim igral ali oni z mano ali kakorkoli, da bomo prišli do nekega skupnega druženja, zaključka in nekega povezovanja. Začel sem s čisto preprostimi liki, tukaj, ki jih imamo, sem jih dal takole urezati, da smo najprej videli, kako se lahko tole prebere, tole si lahko tudi pogledate, bo jih vmes mečkam takole okrog poslal. Takole bom dal klele gospodu predsedniku, pa si malo mečkam pošljete okrog. In to dati v bistvu po domač povedan v prototip noter, da se tole enostavno lepo utipa. Začel sem raziskovati, zdaj igra deluje, tukaj ni bilo nobene dileme, ampak to je bilo treba dati v neko lepo zapakirati po domače povedan in kako se to prilagoditi za slepe. Ne? Takrat sem najdel zelo prijetnega gospoda Janeza Mlačnika, tudi iz medobčinskega društva slepih in slabovidnih tu v Ljubljani. In mi je zelo lepo povedal, da pri teh stvarih je treba pa paziti recimo to, da nekateri oslepijo zaradi sladkorja. Poleg tega, da imajo, bom rekel, nemogočen vid, imajo problem tudi z dotikom. S sladkorjem se tudi recimo dotik zelo oslabi in je potrebno treba že v samem razvoju razmišljati, kako narediti to stvar bolj reliefno, bolj utepljivo, enostavno tudi še za, bom rekel, drugo vejo slepih, ki imajo slab otip.
Prišli smo do tega, da smo to super z mojim prijateljem, gospodom Rženom, to razvili, ki je odličen razvijalec za plastiko, konstruktor, in so prišla do tega rezultata, ki ga vidite zdaj tukaj, gor takole na sliki, ga malo bolj pokažem. Nekako je bilo treba to stvar tudi zaščititi, ne? Zdaj hitro se najdejo kakšni lopovi, ki lahko to stvar ukradejo. In stvari so se začele naravno sovpadati z vsemi, da sem ravno v tistem trenutku videl, da so v društvu inovatorjev so dali razpis ven, da za prvih najboljših, mislim, da so bili 3, zdaj se že točno ne spomnim, najboljše ideje bodo speljali patentni postopek. Ne. Jaz sem enostavno to idejo njim poslal, vem, da sem takrat šel proti morju, na oddih, sem se vrnil nazaj, mi je čakala pošta, da sem izbran, ne, da mi bodo podprli ves ta patentni postopek. Jaz sem bil neverjetno zadovoljen, to smo tudi naredili, tako da je stvar šla uspešno čez patent. Zdaj pa še ena stvar naprej, tole sem začel potem kazati vsem okrog, hoditi po različnih firmah tudi po Evropi, predstavil sem se na Nürnberškem sejmu igrač, bili so neverjetno zadovoljni. Zdaj sam kot posameznik bi s tem zelo težko uspel, če sem se pa hotel potem preklopiti na kakšne te večje tovarne igrač oziroma proizvajalcev iger, so mi pa čisto lepo povedali, neverjetno lepo, super, vseeno, ok, samo treba je pa počakati, dokler imajo oni neke produkte, ki jih uspešno tržijo, ne bodo nekega drugega not porinili, ne. To se pravi, če imajo kokoški nosi zlata jajca, ne, jo bodo po domač povedan, bodo do konca izkoristili vse stvari. Tako da, bom rekel, trma me žene naprej, da nisem hotel ostati na neki, bom rekel, samo razvojni fazi in čakati, da me bo nekdo poklical. Sem rekel, kako bi lahko to še bolj naprej napredoval in sem začel to stvar kazati tudi, kot sem rekel, že vsem različnim slepim. Hkrati sem začel iskati tudi napake, ki oni vidijo različne stvari, ki oni vidijo poboljšave, da bi bile boljše, kaj bi mogli tukaj spremeniti. In sem spoznal Alena Kobilico, verjetno ga tudi tukaj poznate, me lepo povabil na en pogovor, sva tole šla skozi. Neverjetno je bil navdušen, bom rekel tako kot vsi ostali, in je rekel naslednji korak, kako, tole lahko tudi malo okrog pošljem, če boste malo pogledali, pa malo tole vtipali, lahko vidite, kako tole deluje. In je rekel naslednja stvar, ker on je v bistvu kasneje ratal slep zaradi pač okvare na možganih, kakor se pravilno spomnim. Kdaj boš pa to naredil, me je vprašal, da bom jaz tole lahko na telefonu igral, ne? Da bom jaz tole lahko nekako nadaljavo z drugimi igral ali sam s sabo ali kaj taga. Ne? Je rekel, njemu je recimo iPhone mu je zelo pomagal, kako enostavno komunicirati z ljudmi, ne? Pač jaz verjamem, ko vid pade dol, to nastane velik problem, kako zajeti, kako komunicirati, kako iti naprej, kako se prilagoditi na vse stvari. In to je spet tista stvar, ki me je gnala naprej, tako da smo prišli do, takole sam še par fotografij, kako gleda iz vseh strani. Tole je bil potem naprej napredovanje bom rekel, kako izris narediti za odlitek plastike, ker je bil problem doseženja rotacije kocke v kocki, ampak sem zaupal v prijatelja Klemena Ržena, da je to naredil tako kvalitetno, da se boste videli, zdaj predmet potuje okrog, kako to deluje. Poskušal sem tudi, če lahko popravim svojemu meni že na krogli, ampak krogla se je preveč vrtela enostavno, je bilo treba tudi z magnetom vezati, ker je bilo treba enostavno podražiti postopek izdelovanja izdelka, ne. Tako da smo prišli na eno tako optimalno stvar. Zdaj, če se vrnem nazaj, bom rekel samo še 2-3 besede glede tega samega razvoja. Kaj v bistvu ves čas treba tukaj razmišljati, ne? To je stvar, katero lahko igrajo otroci in bom rekel starejši. Treba je bilo tudi razmišljati, kaj je to kot igrača, kako bo to potem funkcioniralo v samem delovanju. Treba je bilo tudi pogledati, da jo otrok po domače poje, da ne poje. Treba je bilo pogledati po domače pojem tudi fi od sesalca, od cevi sesalca. Enostavno jaz vem, jaz sem mehno hčerko, če kakšna igrača pade pod kavč, je lahko tudi daj posesam not in potem je tistim prahom išče, ne. Tako da bom rekel, vse to je bilo treba vedeti, da je tudi varna igrača, da jo sesalc po domače poje, da ne pogoltne noter, da otrok ne more pojesti in da je taka tudi, če pade na tla, da se nič ne more z njo narediti, da ves sistem notri, taki patentiran, deluje še zmeraj še naprej, lahko tudi v vodo pade ali kakorkoli. Zdaj, če se vrnem nazaj k tej digitalni igri, to je bilo še kar nekaj, bom rekel, tudi še predstavitev potem, kar z nekaj revij. TV Slovenija je predstavljala to igro v oddaji Dobra ura. Glede promocije sem bil jaz neverjetno zadovoljen, tako stvari so kar padale še naprej. Takole, Flip the Dice igra, potem sem pa od tistega trenutka naprej, kako to razviti za zaslone na dotik, ne. To je ves čas stvar, ki se spreminja.
In je prišla do te faze, da sem se še vmes med samim razvojem tudi marsikatero stvar naučil, posebej, ko sem spoznal Jožefa Gregorca, mi je zelo veliko pomagal pri razvoju. Treba je enostavno ves ta razvoj digitalen delati z nekim, po domač povedal, slepim, ki najbolj ve, kaj je uporabnik, kako se približati temu, kako narediti. In tukaj mi je Jožef zelo veliko pomagal, tako da sem res zelo vesel za te stvari. Tukaj sem se povezal s podjetjem Razum. Danes bi sicer tudi eden od predstavnikov mogel biti tukaj, pa še žal upravičil, ker je zbolel. Enostavno smo popili eno pivo, jaz sem jim povedal, kaj imam in kako bi mi to lahko naredili, so bili neverjetno zadovoljni, so rekli, dajmo tole narediti. Ne. Stvar je preprosta, zakaj? Zaradi tega, ker je prišla na mobilne tablice, na mobilne telefone, zdaj v prvi fazi je razvita za sistem iOS, naslednja nadgradnja, zdaj bo razvita za sistem Android in potem tudi za, bom rekel, sinhronizacijo obeh dveh sistemov skupaj. Zakaj? Zato, ker imajo različni uporabniki različne sisteme, čisto preprosto in lahko deluje globalno. Vsi ti pozitivni rezultati vlečejo naprej. Spet vmes, kaj sem začel študirati, kaj je eno od, bom rekel, glavnih stvari pri tej igri, poleg tega, da je prilagojena tudi za slepe. Kolikor bo Jožef, bomo tukaj naredili eno digitalno demonstracijo, sem začel ugotavljati med samo igro, ko sem jo neštetokrat preigral, da je bistven tukaj kratkoročen spomin. Ne? Tisti kratkoročen spomin, ki je zdaj v družbi neverjetno pada. Bom rekel, težava vsega skupaj je ta demenca, kratkoročen spomin in ne samo pri starejših, tudi pri mlajših. Ko bomo šli čez igro, boste videli, da se treba spomniti en korak nazaj, da ne bomo šli na isti korak, ker iz tega izgubljamo potezo pri tej igri. In sem rekel, še nekaj lahko naredim s to igro, šel sem jo preizkušati na nevrološko kliniko tu v Ljubljani. Tukaj mi je terapeut, gospod Koritnik, zelo nasprot prišel. Samo igro je vzel za nekaj časa v poizkus med, bom rekel, dementne bolnike, med recimo bolnike s Parkinsonovo boleznijo in so dobili, bom rekel, igra ni ozdravila ljudi, je pa olajšala vseh stvari, ker zaradi tega, ker treba ves čas kaj pošlatati, kaj pogledati, kaj utipati. Hkrati so pa trenirali kratkoročen in tudi motorične stvari, kako z rokami premikati pri raznih, bom rekel, poškodbah mišic, ne, po nesrečah in hkrati treba trenirati tudi kratkoročen spomin, na katerem liku smo bili. Hkrati je to igra in terapija, ne, zaradi tega se zavedam, kakšen pomen ima to. Zdaj pa tole je bilo treba malo ven razširiti, naredili smo tako, kot tukaj vidite. Takole smo prišli do, lahko se igra, to se pravi online, lahko igramo s katerimkoli človekom, bom rekel, po svetu, bilo kje, ker je tako preprosta, se jo lahko igra s komorkoli, ni potrebno nobenih drugih stvari tukaj obvladati kot kratka navodila, ki bodo pa verjetno vsem jasna zelo hitro, če pa kdo hotel, pa lahko tudi tam lepo kasneje dvoboj naredimo, to ni nobenega problema. Lahko se igra tudi na, bom rekel, na kratko daljavo, tako z kakšnimi, bom rekel, da se usedemo za mizo in enostavno lahko na eni napravi vse igramo, ali pa sami pred računalnikom, kadar se recimo kratkočasno, ali pa probamo trenirati naš kratkoročen spomin. Zdaj, če je že kakšna taka poglavitna stvar, bi rekel samo še tole, da tukaj je sam sistem iOS uporablja ta voice over, bom rekel, ki je zdaj do neke faze, bom rekel, do nekih 80% že kar izpopolnjen. Majčken napak bomo še mogli odpraviti, ker sem jih seveda z testiranjem ves čas sem opazoval, kje so. Tudi gospod Miha, tukaj, ki je danes med nami, je tudi sam povedal, kakšne klike bi morali dati, da se v bistvu to bolj sliši. To je pa v kratkem to. Jaz bi mogoče zdaj še Jožefa Gregorca prosil, da stop semle. Bova tudi naredila eno tako kratko demonstracijo. Tukaj bo povedal, če še kaj, sem mu takole povezal. Tako da, Jože, evo, izvoli. Če pa karkoli mi boš pa še povedal, samo škakle, sem mečkano omena na kabel, tako če boš bolj na tvojo levo stopil. Takole, evo. Lep pozdrav še iz moje strani. Preden izvedemo kratko demonstracijo, samo še par besed. Lepota
igre je tudi v tem, k čemer smo pravzaprav stremeli, ko smo zadevo razvijali, je v tem, da jo lahko igra še enkrat, ne glede na to, ali človek vid, ne vid, ker igra je, ko je tehnologija, ki slepim pomaga uporabljati touchscreene, izključena, ima igra eno delovanje, ko je tehnologija, ki slepim pomaga uporabljati touchscreene vklopljena, takrat se igra postavi v drugo delovanje in začne uporabljati kretnje, ki jih uporablja voice over, to je bralnik zaslona v iOS-u, ki smo ga pa že danes omenili. Mogoče to, da zakaj, kakor tudi v uvodu na začetku pisali, da je kako igra pripomore k temu, da, bom rekel, ljudje, slepi ljudje, kako lažje pridejo v stik z napravami oziroma zaslonjen dotik, kot so zdaj zmeraj bolj moderni. Ne. Jaz sem pred nekaj dnevi tudi slišal, da nekateri starejši se zelo bojijo pristopati k tem napravam, mlajši nekoliko manj, ampak starejši, in sem tudi slišal, da nekdo še zmeraj hrani kakšne starejše telefone, ki so bili na tipke, da po domač povedan, ko bo prvi šel, da imam še enega na rezervi, ker je ta tehnologija že toliko napredovala v zaslonjen dotik. In z vsemi temi kretnjami, ki bo večkrat tudi Jožef povedal, mi spoznavamo delovanje, ki se ga recimo nekdo zelo boji, ker ima pred sebi samo ravno ploščo. Kako prideti v sam sistem? Kaj je swipe, kaj je klik, kaj je dvojni klik, kako obrniti stvari. V tej sami digitalni rotaciji kocke, ne, mi spoznavamo notranjost, kako pride do drugih stvari, ki so jih pa prej že recimo kolegi tudi predstavljali, kako pride do noter do določenega menija, ne, da se človek ne ustraši. To se pravi, skozi igro pride v samo delovanje teh. Po sistemu učenje je igra. Ne? Na tak način smo potem igro tudi zasnovali. Zdaj pa, če gremo kar na kratko demonstracijo. Trenutno imam v roki okay. Zdaj ste slišali, da je na vrsti spodnji igralec, to se pravi igralec, ki se dotika spodnje polovice iPada. V tem primeru sem to jaz, ker zgornjo polovico igra računalnik. In 4 kocke od 5 sem jaz že pravilno obrnil. Tisti, ki razumete angleško, veste, da ste slišali, da so od zgoraj simboli prazni krogi, spodnji simbol, ki ga pa jaz obračam, to se pravi spodnja kocka, ima pa na vrhu trenutno simbol polnega kroga. V bistvu zadnja kocka, no? Tako, da se vrstica zapolni. Ne? Moja naloga v tem primeru je, da kocko obrnem tako, da bo tudi na vrh prišel prazen krog. Ker mogoče samo to. Prazni krogi in polni krog sta si nasprotna. Ravno tako sta si nasprotna, tisti, ki ste modelčke že videli, veste, o čem govorim. Prazna kocka in polna kocka. Ravno tako sta si nasprotni prazna in polna kocka ter križ in 4 pike. Torej, to pomeni, da če bom jaz hotel po najkrajši možni poti priti do praznega kroga, bom mogel izvesti koliko potez? 2 potezi. Točno 2. Točno 2. Zakaj? Ker sta si polni krog in prazen krog nasprotna. Ok,
Lahko izvedem tudi več potez, to bom šel, kot temu pravimo, kolerit uvaržet. Ne. Hitreje pridemo do cilja, ne? Če si dovolim iti okoli rito varžet, me bo računalnik premagal. Oziroma potencialni tekmec, ki igra igro z menoj. Se pravi, zdaj bo Jožef obrnil prvo, a boš najprej povedal pozicijo? To, kar bom zdaj povedal, je pomembno predvsem za slepe uporabnike, ker tisti, ki imate izključeno tehnologijo, ki touchscreen prilagodi slepim, to se pravi, lahko kocko obračate z enim prstom. In z enim prstom boste vi tudi scrollali pa listali po zaslonih pa tako naprej. Pri slepih je slepi na tablicah in telefonih z iOS operacijskim sistemom scrollamo in listamo s pomočjo 3 prstov. Zato se je tudi tlele kretnja za obračanje kocke spremenila. In tako bom zdajle jaz na napravo položil 3. Zdajle sem naredil nekaj, česar ne bi smel, in sicer sem se po nesreč nenamerno dotaknil tablice z enim prstom. Ja, to se tudi včasih zgodi. S tem mi je tablica sporočila pač, da je kocka postavljena da ima kocka od zgorej poln krog, iščem pa prazen krog. Pa bom zdaj jaz s 3 prsti kocko obrnil. Vmes je potezo naredil tudi računalnik. Ni uspel najti ta prave kocke, ta pravega simbola. Zdajle bom jaz še enkrat obrnil kocko, da dobim prazen krog. Cilj igre, ste slišali, da se je ena kocka odstranila iz ploskve. Cilj igre je, da iz table pred računalnikom počistim vse kocke. In ta kocka gre potem nasprotniku oziroma računalniku. Po domače povedano, znebiti se moramo čim prej po najkrajši poti, s tem treniramo kratkoročen spomin in tudi motoriko, kako se znebiti vseh kock, tako da iščemo ta začetni lik, ki nam ga računalnik na začetku generira. In ko se jih znebimo, smo absolutni zmagovalci. Zdaj smo bili samo, bom rekel, zmagovalci v tej rundi, ampak računalnik še zmeraj tekmuje z nami naprej, oziroma nasprotni tekmovalec. Čisto preprosto, ko jih bom jaz praznil, bom absolutni zmagovalec, oziroma lahko, da me premaga tudi kdo drug, če bo znal. Zato je pa tukaj zelo pomembno, tole sem še hotel povedati, izvoli Jože. Plašči, med samim študijem sem tudi opazil, plašč kocke je ves čas enak, ne? Tako kot sem povedal, vsi ti liki so si nasprotni, polni, prazni, ker če bi bili pomešano, pride na vem koliko kombinacij in bi bila igra enostavno dolgočasna in bi vrtelo prazno in iskali, kar nič ne bi vedeli. Tukaj pa že malo poznamo pot, kaj si nasprotno. In zato nastane igra toliko bolj, kako bi temu rekel, razburljiva, ne. Po domač povedan, kaj ping-pong z nekom igramo, pač pride bolj do neke interakcije, ne. Tako da zdaj v bistvu bi bilo to, zdaj, da ne bomo še kaj, Jože, imaš še ti mogoče kaj za povedati? Ne, če je še kakšno vprašanje. Tako da kar prosim, ja. Gospa. Dober dan, Melita iz Ljubljanskega društva. Ker sem tule verjetno najstarejša, bi prosila nekaj, se oproščam za vprašanje. A lahko še enkrat, prosim, ponovite vaše ime in pa ime te igre?
ker je zelo zanimiva, pa bi rada jo v našem društvu, v naši sekciji predstavila. Hvala. Ja, hvala lepa. Moje ime je Jernej Prelac. Prelac, ja. Gospod tukaj pa Jožef Gregorc, ki je pomagal pri tem razvoju. Moja je bila v bistvu samo tu ideja, ki jo ženem naprej z vsemi temi odličnimi sodelavci, ki mi pomagajo. Igra se pa imenuje Flip the Dice. Zdaj, Flip the Dice, obrni kocko. Ne? Dali smo jo angleško, ker je bolj, se veste, tako so že tudi prej kolegi povedali pri teh stvareh, lažje bo šlo okrog, ampak mislim, da če bomo rekli po domači povedan obrni kocko, bomo pa tudi tako lahko med nami igrali. Ne? Prosim. Še kakšno vprašanje mogoče? Potem pa hvala lepa. Jaz vas vabim, da bomo tam dvoboj naredili. Ne? Hvala lepa. Bravo.